Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes z mano v studiu je nov direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota, Danijel Grabar. Lepo pozdravljeni. Ja, prav lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem in prijeten dan. No, šele pred kratkim ste bili izvoljeni za novega direktorja. Funkcijo strokovnega direktorja pa ste upravljali kar 21 let. Če pogledamo sedaj malo nazaj, kakšna je bila pravzaprav ta vaša prehojena pot tekom dela, tekom teh številnih let ste se zagotovo srečali s številnimi izzivi? No, dejansko je v teh dobrih 20 letih bilo kar veliko izzivov, problemov, zahtev, nalog, ki jih je bilo potrebno doreči, rešiti. Ampak smo skupaj v vseh pričakovanjih in potrebah pacientov, prebivalcev naše regije, strokovnih izzivih in željah uspeli nekako začrtati in skupnimi močmi, predvsem vodstva in ostalih sodelavcev, peljati vsaj strokovno področje v to smer, da ostajamo bolnišnica na tem zemljevidu, na nek način celo zgledna, da tista, ki pokriva vse te potrebe in zagotavlja vse tisto, kar regija potrebuje. Na prvem mestu bi dejansko izpostavil čas tam pred dobrimi 20-25 leti, ko sem kot zdravnik, mlad predstojnik oddelka imel predvsem željo ustajati v intenzivnem zdravljenju v svojem primarnem poklicu in da sem takrat na prošnjo sodelavcev pristal, da bom za nekaj mesecev pomagal tudi koordinirati strokovno delo. Iz tega je nastalo 21 in toliko let dela vodenja strokovnega področja v bolnišnici, ker pa je veliko izkušenj, tudi nekako pridobivanje nekih menedžerskih znanj, ki so za to potrebna, v katera sem se intenzivno vključil in s tem nekako zagotovilo, da bomo še naprej kos vsem problemom, ki so tukaj in da bomo bolnišnico peljali naprej v začrtano smer. No, sami delo v bolnišnici, prednosti, slabosti zelo dobro poznate. Kakšne pa so vaše vizije za naprej kot direktor? Kakšna bo pravzaprav ta sprememba vlog? Ja, dejansko sem nekako skrbel za predvsem medicinsko področje, delo zdravnikov in sodelavcev, kjer smo urejali predvsem strokovno področje. Seveda kot osnovna naloga in poslanstvo bolnišnice je to nekako tisto primarno, kar ob zdravstveni negi dejansko daje podobo bolnišnice, da so dejavnosti med sabo povezane, ampak že sam okvir dejavnosti sistema, v katerem delujemo, zahteva tudi ob tem vodenju poznavanje, upoštevanje ekonomskih zakonitosti, financiranje in podobno, kar je na nek način bilo že prisotno, vendar smo kdaj lahko v določenih situacijah rekli, stroka to potrebuje, stroka to zahteva, dajte zdaj ostali sodelavci poskrbite, da bomo lahko ta pravni, finančni okvir tudi izpeljali. Zdaj v tej vlogi se nekako spreminja ta položaj, ko bo treba tudi za ta področja poskrbeti in dejansko nekako svojo vlogo vidi v tem, kar smo nekako tudi do zdaj razumeli generalnega direktorja kot tisti, ki na vrhu skoordinira vse te aktivnosti, dejavnosti in ki dejansko skrbi za pravno, legalno delovanje bolnišnice, predvsem za to pridobitvijo in odločitvijo za primerne postopke, ki so v skladu s tem in pa seveda nepogrešljiv finančni okvir, ki tako kot skrb za porabo sredstev, ki so na voljo, tudi nalaga zagotavljanje dodatnih virov, dodatnih sredstev in dejansko bo zdaj ta segment morda bolj izrazit, je pa bil tudi že pri strokovnem delu prisoten. Mi smo se kot stroka, zdravniki dobro zavedali, da za svoje delovanje, za nabavo neke aparature, za vpeljavo nove metode, rabimo kalkulacije, rabimo vire, ki vse to pokrivajo in v to smer tudi prizadevanja peljali. Ampak vseeno, zdaj ta premik, nekako predvsem osredotočenost konkretne in na ta področje bo potreben. Predvsem pa si želim še naprej ohraniti dobro sodelovanje z sodelavci, odprto pot za prave ideje, tudi za reševanje težav, da ostajamo predvsem v tem medsebojnem odnosu partnerji, ki se dobro poznamo, ki poznamo toliko drug drugega, da si tudi medsebojno zaupamo in se zavedamo, da smo na prvem mestu vsi naravnani v korist bolnišnice.
da sprejmemo odločitve, da delamo tisto, kar je kdaj morda celo v lastno osebno škodo ali pa morda nezadovoljstvo, pa vendarle, ko vsi skupaj od tega nekaj pridobimo in na koncu korist za vse zaposlene, predvsem pa za naše paciente. Kako boste reševali morda kadrovsko stisko, krajšanje čakalnih dob? Kakšne so te vaše glavne prioritete? Dejansko sta nekako izpostavila dve ključni področji, ki so že v tem trenutku, zagotovo pa tudi v nadaljevanju dela pred nami. Čakalne dobe so nesprejemljive. Mi se tega zavedamo in smo kar nekaj korakov že naredili v to smer. Moram priznati, da dejansko nismo dosegli zadovoljivih rezultatov, predvsem zaradi sistemske naravnanosti. Če smo se angažirali in zares, da tako povem, postorili vse tisto, kar je bilo potrebno, so potem takoj prišli novi pacienti tudi iz drugih krajev, ki so spet polnili čakalne vrste, in da tukaj nekih odmikov od splošnih čakalnih dob v tem sistemu skoraj ne moramo pričakovati. Vendar bomo v bolnišnici naredili vse, iščemo dodatne rezerve, tudi si prizadevamo pridobiti dodatne programe tam, kjer je potrebno. Zagotovo pa ukvarjanje s čakalnimi dobami ne more biti rešitev trenutna. Pravzaprav nek tek na dolge proge, ki je vsi skupaj v sistemu, tudi z novim ministrom, smo že v njegovem programu zasledili neke elemente, ki jih pri nas želimo. Tudi v osebnih pogovorih skupaj izpostavljamo podobna stališča, tako da pričakujemo, da bo ta celovita rešitev v tem kontekstu uvajanja v našem lastnem okolju le prinesla nek odgovor in da bomo uspešni vsaj v nekaj letih, ali pa da tako povem, v okviru tega mandata 4-letnega, če nam bo ga uspelo ostati skupaj, tudi dati prave odgovore na zahteve čakalnih dob. Kadrovska situacija je bolj kompleksna in zahtevna. Če se nekako ozrem nazaj, ko sem začel kot predstojnik oddelka, nas je bilo polovica manj zdravnikov v tej bolnišnici in so imeli neko jasno vizijo, predvsem svojih oddelkih, kako izboljšati kadrovsko situacijo. Na večino oddelkov nam je to uspelo. Imamo večje število zdravnikov, pa vendar še ne zadostnega. Še zmeraj ostajajo odprta področja, še zmeraj vsi želimo mobilizirati, pritegniti, privabiti k nam dodatne kadre. Je pa problem, da tudi migracije v zdravstvu so pravzaprav stalno prisotne. Se jim ne moramo izogniti, tako da odhajanje, prihajanje sodelavcev je zmeraj prisotno in ga razumemo in takega sprejemamo. Nekako moja usmeritev je predvsem v to smer, da vsaj toliko kadra, koliko ga bo šlo, pridobimo, da pokrivamo te potrebe, ki jih že zdaj prepoznavamo, in pa predvsem bi rad delal na tem, da pa ključne kadre vseeno zadržimo. Mi imamo nekaj strokovnjakov, v katere je bilo tudi vloženo veliko truda, ki so se sami veliko prizadevali doseči neko višjo, vsaj strokovno ali pa drugačno stopnjo ali organizacijsko v tem zdravstvenem sistemu. In tukaj smo zelo zainteresirani, da ti ostajajo še naprej naši sodelavci. Pogovarjamo se tudi z uglednimi strokovnjaki praktično cele Slovenije, da se vključujejo, nekaj jih je že, nekaj se jih bo še dodatno v naše delo, tako da bomo lahko vrhunske storitve še naprej zagotavljali v naši bolnišnici. Kadar zdravstvene nege je problem. Pred časom, morda mi ostaja tako slikovito v spominu, še pred nekaj leti se je na naš razpis prijavilo nekaj 10 kandidatov. Lahko smo izbirali, iskali najboljše. Zdaj imamo kar nekaj razpisov, ko ni nobenega prijavljenega. Potrebe v zdravstveni negi se večajo, tudi specifika, naravnanost izvajanja samega dela postaja drugačna, negovalni kader je neobhoden, ga potrebujemo in tukaj si spet obetamo nekaj sistemskih rešitev. Mislim, da smo v okviru bolnišnice naredili, kar je bilo možno, tudi kar se tiče nekega nagrajevanja, izboljšanja delovnih pogojev, ampak tukaj lahko gremo samo do ene meje. Tukaj res pričakujemo nek celovit pristop, sistemske rešitve, ki do tudi v naših okoljih pomagale pridobiti neko gotovost, da bo delo drugače stimulirano, prepoznano in nagrajeno. Ob tem pa vsekako rad izpostavil eno potrebo zavedanja pripadnosti bolnišnice. Rad bi, da vsi zaposleni poznamo, da je prednost delati v bolnišnici. Da je vseeno tukaj okolje, ki je zdravo, ki je stimulativno, ki tudi po človeški plati prinaša neke izzive na poklicnem področju in pa tudi neko osebno zadovoljstvo, da smo tukaj. Morda smo v preteklosti malo pozabili na to plat. Ne nazadnje ostajamo največji kolektiv v
pomurskem prostoru, ki smo ga zgradili, ki ga ustvarjamo skupaj, za energijo vsakega posameznika. In zagotovo ni vseeno za nekoga, ki je morda nekaj desetletij ali pa samo nekaj mesecev svojega dela vložil, da prispevek, da je vseeno to prepoznano, da ljudje to cenimo, da spoštujemo drug drugega in tudi na tak način si prizadevamo zares poskrbeti za to, da bi si poželeli ostajati v tem okolju in na tak način tudi kako nedorečenost sprejeli in jo poskušali reševati. Gospod Grabar, se mogoče na tem mestu pojavljajo že kakšna imena kandidati tistih, ki bi vas lahko nasledili na mestu strokovnega direktorja? Glejte, jaz, ko smo se pogovarjali skupaj, da bi prevzel to funkcijo, sem se s kolegi pogovarjal tudi o tem. Prepoznal sem nekaj sodelavcev, odličnih sodelavcev, ki bi lahko prevzeli mojo vlogo. Nenazadnje se o tem tudi pogovarjal ob svojih sicer drugačnih načrtih, ki so zmeraj prisotni v takih pogovarjanjih, tako da je kar nekaj sodelavcev, ki so pripravljeni. V tem trenutku sama imena še ne bi izpostavila, ker je še vmes postopek, potreba prijave, napisati prijavo, potem izbira preko sveta zavoda, tako da bom pač prepustil tole odločitev samim sodelavcem in skupaj z svetom zavoda poskušal oblikovati eno ozračje, kjer bo res izbran tisti, ki bo lahko dal največji prispevek. Je pa tako, da predvsem glede na vložen trud posameznih zdravnikov, ker pa zdravnik je lahko strokovni direktor v bolnišnici, je izbira nekako kar zahtevna. Predvsem pa me veseli, da so tudi ljudje, ki so skupaj z tem vodstvom, ki ostajamo, pripravljeni dobro sodelovati in peljati naprej. Jaz sem sicer zelo prizadeval že ob prejšnjem izteku mandata nekako zamenjati, pridobiti nekoga, ki je prevzel moje delo. Takrat je bila želja kolegov, da peljemo skupaj stvari, da še nekako skupaj tudi gradimo ozračje, kjer bodo lahko prevzeli potem to mesto. Zdaj mislim, da smo z nekaterimi kolegi prišli tako daleč in pa zagotovo tudi želim omogočiti razvoj na teh dodatnih področjih, ki kot menedžerji v zdravstvenem sistemu tudi potrebujejo. Tako da počakamo še s konkretnimi imeni, upam pa, da bodo v kratkem se kolegi odločili tudi, da bomo lahko javno spregovorili o njihovih imenih. Seveda so pa zainteresirani sodelavci znotraj bolnišnice kot tudi izven bolnišnice. Stvari so še zmeraj odprte. No, če se sedaj dotakneva malo same korona situacije. Splošna bolnišnica Murska Sobota je lansko leto bila najbolj obremenjena. Povejte, kakšne razmere so vladale takrat in kakšno stanje je trenutno? Ja, dejansko je ta čas epidemije poseben čas, ki nas je zelo presenetil. Nekako ob tistih prvih vesteh iz Italije, morda tudi iz Kitajske, smo samo upali, da ne bo to prišlo k nam in pa se spraševali, kako bomo ravnali mi v podobni ali pa situaciji, ki bo nakazovala kaj podobnega. Tako da smo že praktično ob začetku pojavljanja novega virusa v evropskem prostoru prve korake naredili. In šele zdaj, pozneje, gledamo nazaj, vidimo, da je bilo to odločilno. Mi smo nekako scenarije bolj preigravali, se o njih pogovarjali, kaj narediti, če pride do take in take situacije. In v tistih časih negotovih, ko pravzaprav ni bilo nobenih strokovnih usmeritev, smo celo začrtali aktivnosti, kaj narediti, če recimo kar naenkrat pol Pomurja zboli, da bodo okužene kar vozili, malo ne z avtobusi, kot so včasih slikovito dejali. In smo dejansko imeli koncept, da se cela bolnišnica spremeni v COVID bolnišnico, da bomo organizirali kapacitete izven bolnišnice, da bomo vključevali vse, ki bodo lahko skrbeli za paciente skupaj s civilno zaščito in v teh kalkulacijah je bilo celo številka tam nekje do 500 postelj, ki bi jih pokrivali, vendar je zmeraj bil problem kader. Tako da smo potem dejansko ob neki sorazmerno blagi sliki v pomladanskem času imeli dovolj časa, da smo tudi na izkušnjah centrov, kjer so zdravili COVID bolnike, pa lahko začrtali ustrezno dobro oskrbo tudi v kriznih razmerah. V jesenskem času nas je to doletelo. Kar naenkrat smo se zaradi epidemiološke situacije v regiji znašli v situaciji, ko je bil priliv bolnik tak, da nas je kar postavil v najbolj obremenjeno bolnišnico. Mi smo dejansko takrat ustavili zaradi zakona in uredb, ki so veljale, vse ostale aktivnosti in se posvetili
nujnim stanjem, tistemu, kar je pač potrebno, in pa COVID situaciji. Zahvaljujoč dobri medsebojni povezanosti za vsemi odločevalci znotraj bolnišnice smo bili temu kos. Težko si predstavljam, kako bi lahko izvedli, če ne bi vsi bili pripravljeni takoj v tistem trenutku spremeniti svoje delo. Težko si predstavljam, da bi sploh lahko kaj naredili, če ne bi imeli sodelavcev, ki so rekli, pa dajmo. Danes sem delal na tem mestu, jutri grem povsem novo okolje. Negotovo. Celo na hitro smo učili ljudi, kako se koristijo osebna varovalna oprema, kako se oblačiti, kako se zaščititi. Tudi izven rednega delovnega časa. Vsi so bili pripravljeni priskočiti, se naučiti, poskrbeti zase, poskrbeti za paciente. Ta trenutek, neka prožnost vodenja, dobrega sodelovanja in požrtvovalnosti kolegov je bil ključen, da smo zmogli. Morda, če ob tem še izpostavim tudi dobre povezave, ne nazadnje strokovne v okviru zdravnikov, zbornice, odločevalcev, ne nazadnje tudi do samih članov svetovalne skupine pri vladi, smo v bistvu imeli dostop, kar po telefonu se marsikaj dogovorili, pogovorili. In kar nekajkrat smo se znašli v situaciji, ko je bilo potrebno pred nas pot začrtati, potem čez tedni pa je prišlo uradno obvestilo, da je tako prav, da je tako treba delati. To je bila dejansko potrditev. Preprosto treba se je bilo znajti v enem dnevu v neki situaciji. Kako bomo oddelke odpirali, kako bomo oblikovali, kakšna bo doktrina zdravljenja. Vse to smo z zavzetostjo sodelavcev uspeli sproti reševati in res uspeli na tak način zagotoviti dobro, solidno oskrbo vsem, ki so jo v naši regiji potrebovali. Ko se je ob teh podatkih, ob hudi obremenjenosti naše bolnišnice, ko so nas pravzaprav z ostali bolnišnici spraševali, kako sploh zmodete, ker ni bilo predstavljivo, kako lahko toliko dela opravimo, tisti, ki se zavedajo, ki poznajo delo in vedo, kaj pomeni taka ogromna količina pacientov, so to takoj prepoznali. Takrat smo dejansko videli, da je bila prednost v tem, da se hitro znamo prilagajati, da smo znotraj dobro povezani in da vsi razumemo, da smo tudi informacije širili, vse, kar se je odločevalo, dogajalo, so vsi bili seznanjeni in zagotovo so to bili ključni momenti, da smo lahko prevzeli to skrb in poskrbeli za vse, kar je bilo potrebno. No, sedaj več nimate takšnega tako velikega kadrovskega primanjkljaja kot v največjem valu epidemije. Počasi tudi odpirate dejavnosti. Katere? Dejansko smo nekako ves čas začrtovali koncept prilagajanja potrebam pacienta. V tistem času, ko je bilo največ COVID pacientov, smo celotno bolnišnico namenili temu. Tudi pri ne-COVID pacientih je bila zmerna nevarnost, da lahko postane kdo pozitiven. Mi smo dejansko upoštevali vse strokovne smernice, kader izobraževali, peljali v to smer, da je delo v bolnišnici varno. Seveda so COVID pacienti bolj zahtevni za vso opremo, tudi samo izvajanje dela drugačno. Zato smo že tudi takrat sproti iskali možnosti, kaj pa še sprostiti in narediti naprej. Bili smo ena redkih bolnišnic, ki smo določen segment aktivnosti peljali ves čas epidemije. Tisto, kar je bilo v skladu z zahtevami, na ta način določene fizioterapevtske storitve, diagnostične storitve na radiologiji, pa nas niso bile zaustavljene, marsikje so jih morali. Kljub hudi obremenjenosti smo to zmogli. Ob tem smo tudi kader razporejali, da je bil na voljo vse potrebe COVID pacientov. Zdaj, ko se epidemiološka slika počasi umirja, smo že takoj, že nekje z novim letom iskali možnosti, kako za ne-COVID paciente omogočiti obravnavo tistih stanj, ki jih potrebujejo. Dokaj hitro smo v ambulantnih aktivnostih razširili iz zelo hitrih tudi na hitre preglede in celo med rednimi delali triaže, da tiste, ki smo prepoznali nekako nevarnost poslabšanja stanja, povabili na pregled. Zdaj, za mesecem marcem smo dejansko začeli ne nujne programske operacije v okviru kirurgije, ortopedije, ginekologijo že nekoliko prej tudi izvajati. Okulistično dejavnost smo do neke mere sprostili že sredi februarja, zdaj smo še kirurško-ginekološke. Je pa tako, da v bistvu internistične dejavnosti, ker pač pljučni infekcijski oddelek sta bila ves čas zaprta, zdaj tukaj nekako spet odpiramo aktivnosti in v okviru internistike za to skrbimo. Tukaj so bile potrebe pacientov take, da smo pravzaprav ves čas skrbeli tudi pri teh stanjih za ne-COVID paciente. Dodatno težavo povzročajo tudi resna stanja pri tistih, ki so preboleli COVID. Tako da kar določene zdravstvene komplikacije, ki jih spremljajo, zahtevajo celo hospitalizacijo, dobro obravnavo in seveda v vse to naravnavamo zdaj naše storitve.
v zmanjšanem obsegu. Ovira je v tem trenutku intenzivno zdravljenje. Mi imamo kapacitete za COVID in ne-COVID intenzivno zdravljenje praktično vse čas izpolnjene. Celo presegajo vse tiste kadrovske številke in res zahvaljujoč spet požrtvovalnosti ljudi, ki so sposobni ali pa usposobljeni delati v intenzivnih enotah, to lahko pokrivamo. Tukaj nam je zaenkrat zadržek, da ne moremo celotne kirurške ortopedske dejavnosti razširiti, ampak prvi pacienti so že operirani, narejene te operacije, tudi zadovoljivo potekajo in res si tukaj izvajalci prizadevajo, da se maksimalno potrudijo tudi v teh še zmeraj izrednih razmerah poskrbeti za vse, kar pacienti potrebujejo. Kako pa naprej? Se morda pripravljate že na tretji val epidemije? Dejansko imamo že načrtane aktivnosti za vse situacije. Mi bi si zelo želeli, da počasi ta epidemija izzveni in da se s korono več ne ukvarjamo, vendar skoraj dvomimo, da bo potek tak. Verjetno, predvsem glede na epidemiološko sliko sosednjih držav, kjer se stanje poslabšuje, bo še potrebno tudi intenziviranje ukvarjanja z COVID oddelkom. Scenarije imamo pripravljene, mi se res želimo do zadnjega ne-COVID storitve ohraniti, da kar ta izraz uporabim, skrbeti za ostale in ob tem poskrbeti za vse tisto, kar nam bo situacija nalagala. Seveda smo tukaj povsem odvisni od epidemiološke slike. Številke so dokaj neizprosne. Od toliko okuženih jih tak procent rabi hospitalizacijo. In tak delež teh, ki so hospitalizirani, intenzivno zdravljenje in ne nazadnje se potem celo nažalost projicirajo tudi v tistih številkah, kjer koga stane celo življenja, okužba z novim koronavirusom. Tako da v teh okvirih smo začrtali svoje aktivnosti. Tudi če pride tretji val, res upamo, da ne bo tako hudo, kot je bilo zdaj v tem jesenskem valu, ampak smo pripravljeni. Bomo pač znova spreminjali neke aktivnosti, se temu prilagajali. Dosedanje izkušnje so dokaz, da to zmoremo, da znamo in da si želimo. Želimo si zares poskrbeti za vse potrebe, ki so v regiji in na tak način ostajati ta bolnišnica, ki je v tem prostoru pravzaprav tisti vrhunec zdravstvenih storitev, ki nam daje vseeno o poškodbah ali hudih bolezenskih stanjih neki optimizem, da nam pa nekdo lahko pomaga. Želimo si taka bolnišnica ostati tudi v primeru tretjega vala, če bo prišlo do njega. Po napovedi strokovnjakov ga skoraj težko izključimo. Tako da pripravljeni smo, želimo si pa v dobro naših pacientov, da je tega čim manj. No, na tem mestu morda vaš komentar glede mariborskega zdravnika, ki se je pred kratkim vrnil iz Afrike okužen. Se vam zdi to ravnanje odgovorno? Na prvem mestu bi izpostavil, da smo tudi zdravniki samo ljudje. Tudi kdaj napake naredimo, če si jih zavedamo ali ne. Morda samo ravnanje zdravnika, ki tudi osebno se dobro poznava. Vprašanje, ali je res bilo umestno potovanje, ampak glede na to, da je upošteval priporočila, da je ravnal v skladu z vsem tem, kar je, bi mu zdaj težko očitali, da je šel mimo nekih zahtev. Mi pač v naši bolnišnici kolege spodbujamo, da ne izbirajo takih potovanj v tem trenutku, da se tudi svojo odgovornost kot zdravstveni delavci vzdržujejo takih dejanj in na tak način zagotavljajo tudi zase, za svoje sodelavce, predvsem pa za paciente eno varno, dobro okolje. Je pa morda res v vseh teh napetostih, ki jih doživljamo, ob vsej obremenjenosti in preutrujenosti vseh zdravstvenih sodelavcev, da je kakšna odločitev ne ravno umestna. Morda bi takole to zaključil. Želja po sprostitvi, želja po drugačnosti, kdaj morda celo prevlada tisto, kar drugače človek ne bi naredil. Ampak bilo bi zelo hudo, če bi tukaj šlo tudi do opustitev nekih zahtevanih ukrepov. Želimo si in upamo, da pač v naši bolnišnici se nam ne bo treba ukvarjati za tako situacijo. Kako je epidemično leto vplivalo na finance? Ja, zdaj je takole. Bolnišnica je finančno dobro končala lansko leto. Vendar ob tem moramo upoštevati tudi, kako smo delo zastavili. Ne nazadnje, zadnjih nekaj let, ko številke niso bile tako ugodne, smo intenzivno delali na tem, da bomo izboljšali finančno stanje bolnišnice. Prva 2 meseca, celoten januar, tudi mesec februar,
je nakazoval zelo dobro ekonomsko stanje. Uspeli smo realizirati program, zmanjšali smo neke stroške in nakazovalo se je uspešno leto. Potem nekje sledi optimizma nas je pa doletela ta situacija z razglasitvijo prve epidemije, ko so se dejavnosti praktično ustavile. Takrat smo bili zelo zaskrbljeni, kako bomo izpeljali leto. Vendar potem smo kljub temu, da je spomladanska epidemija na svoj način posegla v naše delovanje, zmanjševali stroške, se prilagajali na tak način, da tudi poletje ni bilo tako dramatično, kot bi glede na izpad dohodka pričakovali. Se pravi, da so nekje ta prizadevanja poslovanje postaviti v ta okvir, ki je sprejemljiv, finančno vzdržen, rezultirala tudi s tem, da smo potem leto peljali naprej. Konec leta je potem z vsem tem, kar smo uspeli realizirati, upravljenim programom in pa seveda stroški, ki so bili v teh okvirih, tudi prinesel pozitiven rezultat. Tako da leto lahko zaključujemo, a pa bom kar rekel z tem zadovoljstvom, da so vseeno ukrepi, ki smo jih v bolnišnici peljali, privedli do tega, da je tudi finančno poslovanje stabilno. Mogoče še zadnje vprašanje, kakšne investicije se morda obetajo v Splošni bolnišnici Murska Sobota v prihodnje? No, dejansko želimo ostati bolnišnica, ki je naravnana v prihodnost, ki se razvija. Seveda so s tem povezani tudi prostori. Mi smo kar nekaj zadnjih let veliko investirali v medicinsko opremo, jo posodabljali, tako da imamo na večini segmentov kar dobro opremo, čeprav od tega, da je ta iztrošena, da bi marsikaj še potrebovali, ne moremo, pa vendarle neke zahteve smo sledili in dejansko bolnišnica ni ostala brez osnovnih sredstev. Seveda zdaj, če želimo pa zagotavljati izpolnjevanje vseh zahtev, kar se tiče predvsem preprečevanja okužb, tudi okužb z novim koronavirusom in pa, če želimo nekako se približati željam pacientov po nastanitvi, rabimo tudi nove prostore. Tako da že začrtane aktivnosti bomo nadaljevali. Mi imamo odobren projekt obnove dialize in še razširitve, tako da ta se bo že letošnje leto začel izvajati. Imamo že dokončan projekt negovalne bolnišnice, kjer imamo sedanje prostore, kjer imamo COVID pacijente dejansko povsem prenovili in za dograditvijo enega dela dobili sodoben objekt, ki bo namenjen neakutni bolnišnici, kar pa je prednost tega, ki ga lahko zmeraj spremenimo glede na potrebe epidemiološko sliko v nek objekt, kjer bomo lahko ločili od vseh ostalih tudi take kužne bolnike, zdaj v narekovaju lahko obravnavali. Se pravi, tukaj je pomemben ta vidik, da je tukaj ena zgradba, ki lahko samostojno funkcionira za vse potrebe. Trenutno so največje na področju negovalnih, ponujanja negovalnih storitev in to bomo zagotovili. Potem imamo tudi že vsaj načelno iz kohezijskih sredstev odobren projekt adaptacije infekcijskega oddelka, kjer si želimo povezati zgradbo, ki je zdaj dislocirana otroškega in infekcijskega oddelka z centralnim delom, predvsem diagnostičnimi storitvami, rentgenom in ostalo internistično dejavnostjo, tudi z operacijskimi prostori, tako da bo potem ta prizidek oziroma ta umestna zgradba vitalnega pomena zaradi povezav, da ne bomo več otrok in pacijentov infekcijskega oddelka na slikanja diagnostiko vozili po dežju in snegu, kar smo zdaj prisiljeni početi. Ob tem si želimo tukaj zagotoviti tudi prostor nacionalnega laboratorija, ki zdaj v Murski Soboti dela v neprimernih prostorih. Nam bo kot bolnišnice to veliko pomenilo zaradi bližine in same logistike mikrobioloških preiskav. Potem imamo v načrtu, tukaj si še prizadevamo pridobiti sredstva ali pa se odločite, da bomo svojih lastnih celotno kardio dejavnost, tako ambulantne prostore, internističnih ambulant in pa seveda nove kabinet za izvajanje posegov na srcu, tudi dograditi, obnoviti, razširiti. Idej nam ne zmanjkuje, jih imamo še veliko, seveda je vse odvisno od potreb, ampak tukaj le nekako mislimo, da smo s tem, ko smo dokazali, kako se znamo in zmoremo prilagoditi na izredne situacije, da spremljamo potrebe bolnikov tudi v širšem okolju, ne samo v lokalnem, tukaj domačem pomurskem prostoru, tudi pri tistih, kjer se delijo sredstva, da zdaj ta izraz uporabim,
pač slišani, da bodo razumeli našo situacijo in da bomo tudi te dodatne potrebe, ki jih prepoznavamo, lahko uveljavili in dobili ustrezno finančno pokritje. Zagotovo bo pa naravnanost v to smer, da stremimo za racionalno koriščenje finančnih virov, da delamo tisto, kar regija potrebuje in da tukaj v tem segmentu ob celotni rutinski dejavnosti skrbimo tudi za vrhunske storitve, zagotovo tudi poplačano za tem priznavanjem, ostajanjem pacientov v naši bolnišnici in to željo, da skupaj ta nekako vrh zdravstvenega sistema v naši regiji nadgrajujemo in skupaj tudi izboljšujemo. Gospod Grabar, želite morda za konec še kaj sporočiti našim gledalkom in gledalcem? No, zagotovo hvaležnost za dosedanje zaupanje želim podkrepiti za tem pozivom, da nam pacienti še naprej zaupajo. Da smo tukaj bolnišnica, ki bomo poskrbeli za vsa stanja, do katerih pride, da smo bolnišnica, ki bomo tudi znali poskrbeti za nekoga, ki ga ne bomo mogli ustrezno pozdraviti v našem okolju in na tak način seveda pozivamo naše prebivalce, da z zaupanjem prihajajo v našo ustanovo, da z ustreznimi predlogi, z umestno kritiko tudi ustrezno sporočajo vse tisto, kar se da izboljšati in bomo na tak način skupaj povezani, ne samo z načelno usmeritvijo, da smo tukaj pacienti in izvajalci povezani, skupaj krojimo zdravje vsakega posameznika, ampak da zares skupaj ustvarjamo tako bolnišnico, ki bo pokrila vse potrebe, ki so prisotne in ki bo predstavila zadovoljstvo tako izvajalcem, predvsem pa našim pacientom. Želimo biti dobra bolnišnica v našem okolju, ki bo vsak zapuščal zadovoljen in zdrav. Gospod Grabar, najlepša hvala za vaš čas in ta pogovor. Ja, hvala tudi vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.